Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tudi tokrat oddajo snemamo v prekrasnem ambientu restauracije in pizzerije Naš hram Kisovec. Z nami pa je predsednik Slovenske ljudske stranke, gospod Marjan Podobnik. Dobrodošli v tale prostor. Lepo pozdravljeni. Tako kot je v navadi, v tej oddaji se bova vrnila v otroška leta. V kakšni družini ste vi odraščali? Kje? Na Cerkljanskem, v Cerknem, v delavsko-kmečki družini. Oče je bil kmet, na manjša kmetija, za naše razmere niti ne tako majhna, ker je to izrazito hribovsko zahtevno za kmetovanje območje. Mama je pa delala na Eti Cerkno, velika fabrika, ki je zaposlovala večji del ljudi iz tega okolja. Koliko vas je pa bilo? 3, z bratom Janezom in sestro Anko, se pravi starejši brat Janez in mlajša sestra Anka. Je bilo kaj politike v vašem otroštvu? Verjetno ne, se takrat, ali si bil komunist, ali se pa politika ni smela zanimati, ne? Ja, mislim, pravzaprav nimam nikakršnih izkušenj. Ne bi mogel reči, da sem imel kakšne slabe izkušnje, recimo z režimom ali kakorkoli, razen tega, da vem, da so me enkrat v gimnaziji pač nagovarjali kot tiste, ne vem, ki smo imeli malo boljše rezultate, uspehe, če bomo šli v partijo, pa se mi je zdelo logično, da pač ne gremo, smo pač ena krščanska družina, slovenska. Sicer pa ni bilo ne po mamini, ne po očetovi strani, se s tem nismo nikoli ukvarjali in me je pravzaprav to res čist nek slučaj v to zanesel kot pač študenta takrat, ker je moj profesor Zagožen in sošolci in tak naprej, ker smo pač v tistem času, v tistem okolju se znašli. Medicina vas pa ni zanimala tako kot brata? Ali pač? Ne, nič. Jaz sem bil že kar precej nazaj, da bom nekaj, tako se mi je zdelo v tistih hribih, da bi morda lahko kaj tem kmetom pomagal. Recimo, tako nisem šel študirati na agronomijo, na BTF, se pravi živinorejo, zootehniko. In se spomnim, večkrat povem ta primer, je bil en novinar dnevnika poročen z ženo, je bil iz Cerkljanskega konca, sicer pa ni bil, mislim, da bi celo bil nekje iz enih ravninskih predelov, in ko se je pripeljal gor na hrib, na Kladje, pa je pogledal noter na Cerkljansko, je rekel, tist, ki pa tukaj želi kmetijstvo pospeševati in spodbujati, mora imeti pa res ene močne ambicije, da bi tu ljudje ostali nekaj posebnega in res nas je nekaj vleklo. In smo bili ti študentje, kot sem rekel, v glavnem študentje in študentke profesor Zagožna in nekaterih drugih še, ampak on je bil tisti, ki je bil eden od teh nosilcev takrat, ko smo ustanavljali Zvezo slovenske kmečke mladine, pokojni dr. Franc Zagožen. In smo bili iz različnih delov Slovenije in jaz sem imel to že zelo naprej tako postavljeno in mi je nekako zelo ostalo v spominu, ko mi je razredničarka, verjamem, da sicer povsem dobronamerno naša profesorca rekla, ko sem pač z odliko maturiral, kako je škoda, da grem na to biotehniško fakulteto, ker bi ja lahko šel na ekonomijo, medicino ali kaj takega, in sem bil res tako začuden, meni se je zdelo, kako to je nekaj lepega, tu bomo v naravi, pa med ljudmi, in res to so bila res lepa leta. In vam ni žal, ne? Ne, nikoli mi ni bilo žal tega. Glede na to, da so bili pred kratkim božični, novoletni prazniki, se spomnite božičevanja v otroških letih? Ja, tako, lepo, zelo lepe spomine imam na to. Bili smo ministranti, delali smo jaslice, se spomnim, ko smo kakšne šparobke, material za jaslice v farni cerkvi Svete Ane v Cerknem skrb spravljala. To je bilo tako, smo se čutili res, da nekaj pomembnega delamo, nekaj lepega, nekaj takega pristnega, ta otroška duša podoživi te jaslice tako, kar oživijo pod tvojimi rokami in v mislih. Zelo lepi spomini. In tudi starši so nam to zelo na lep način prikazali. Pa bilo je še povezano tako, da so
naši sorodniki, nekateri takrat smo imeli ponavadi koline, pa so prišli bratranci, s katerimi smo bili res prijatelji in je bilo vse to res en tak lep čas, ki nam je ostal v lepih spominih. Verjetno je pa tista glavnina darilo bila pa za Miklavža, ne? Ja, sej, to je bilo kar je pač znano. bilo, ne? Ja, kar je bilo, to je bilo znano, da je pač Miklavž bil ta glavni dobrotnik, nekateri drugi so pol kasneje prišli. Ja. So bili dodani, ne? Ja. Kdaj ste pa začeli zahajati v družini Oman, Ivana Omana? Ja, to je pač bilo povezano s tem, kot sem prej rekel, s tem slučajem, čeprav pravimo, nič ni slučajno, ne, ampak ko smo leta 87, ko so se začele določene aktivnosti in potem na začetku leta 88, ko smo, to je bilo prestopno leto, 29. februarja ustanovili v Žalcu Zvezo slovenske kmečke mladine, iniciativni odbor, ki je potem vodil tudi te aktivnosti za ustanovitev Slovenske kmečke zveze. 12. maja 88 v Unionski dvorani smo potem imeli te seje že pripravljalne, predvsem pa po ustanovitvi Slovenske kmečke zveze po različnih domovih v glavnem. In velikokrat pri Ivanu Omanu, ker je bil predsednik in tam je imel on tudi mlade luštne hčerke in ena od teh je moja sedanja žena Tatjana. Več jih je imel. Tako, ja. No in vi ste očitno ta pravo zbrali, ker ste še kar z njo, ne? Tako, sem zelo vesel, sem rekel, če že je bilo tudi veliko težkega v tej politiki in tudi neprijetnih izkušenj, sem zelo hvaležen za to, da sem dobil tako dobro ženo. Tudi preko tega morda se ne bi nikoli srečala, če ne bi naneslo, da so se preko teh političnih srečevanj. No in če imajo politiki kdaj, ki imajo slabo vest, kakšno slabo spanje zaradi svojih političnih dejanj, ste imeli verjetno vi tudi kdaj slabo spanje, kajti 6 otrok, ne, 6 dojenčkov, ne, se ne naenkrat, ne, ja. Ampak so kakšne dolge noči, ne? Ja, seveda so, ampak to je nekako, to je tako, ne, to je res nekaj lepega, ne, in marsikdo tako vpraša, ne, pa kako je to, ne, kako imaš 3, imaš 4, pa še več, ne. In spravim, to je res zanimivo, ne, več ko jih je, sploh ko greš od 3 naprej, 4, imaš vedno več časa, ker do recimo nekako za sebe, za naju vem, do 3 otrok nekako in tudi pri 4 še računaš nekako, to je moja služba, to je družina, zdaj bom pa imel še nekaj prostega časa. Ko imaš enkrat 6 otrok, je to način življenja in naenkrat ne iščeš več tistega prostega časa, ker tistega ni, ker je to preveč vse v neki interakciji in naenkrat ugotoviš, da je relativno kar nekaj prostega časa. Ker je pač to način, rečeš, sem prišel domov, zdaj sta tu 2, 3, 4, teli so. Jaz pravim tako v zadnjih letih, nikoli ne veš, ko se vrata odprejo ob 2, 3, 4 po noč, a prihaja, a odhaja, ali karkoli. Ja, ampak lepo, če zaupaš, če verjameš, da je vredno zaupati in marsikdaj moraš zaupati. Več fantov, več punc? 4 fantje pa 2 punci. Tako da so verjetno jih fantje nosijo po rokih. Ja, tako, zelo fajn so eni in drugi in tako, sem res vesel jih in hvaležen. Imamo zdaj 2 sta mlajša še, stara 70 let, jaz pravim tako, ta 2 sta se rodila v drug svet, v drugačen svet, v svet družbenih novih tehnologij, vsega tega in je to za take malo starejše starše, kot so mi 2 s Tatjano, je to kar izziv. Mi smo se nekako privadili na te pametne telefone, na mizi ga imate, ne? Oni pa rastejo z njimi. Oni pa rastejo tako, da tudi če ga mu daš v roke, pa itak avtomatsko pritisne in kot da so stvari narejene za njihove roke in njihove misli. Neverjetno. Ja, tako pač je. No in ne vem, verjetno niste načrtovali 6 otrok, ampak sob, ko sta pa hišo naredila, ne, zgradila, je bilo pa veliko sob že takrat planiranih, pa tudi zgrajenih. Ja, res prav zanimivo je, Božja da previdnost. imamo, ja, to je tako, jaz pravim, to je tako, kot cerkev v Medžugorju. Ne vem, če veste, ta ogromna cerkev je bila narejena pred temi čudeži, ki so se tam naredili, v neki relativno majhni vasici, ki so se ukvarjali s tobakom in tako naprej.
pri nama je bilo tako, da smo naredili večjo hišo, več sob in tudi večjo mizo v jedilnici, kot je bilo mišljeno. Tako smo se včasih celo malo pogledali s Tatjano, kako to se je rekel, tista miza je bila na začetku predvsem zato, da smo imeli kakšno sejo krajevne skupnosti, ker sem nekaj časa vodil te sestanke teh vaških skupnosti. No, zdaj pa tako naneslo, da ko pride cela družina skupaj, pa še kakšno od fantov pa punc, od naših fantov pa punc, je to ravno ta prava. No, čeprav maja lani je bilo 30 let, ampak praznovali ste pa decembra. Verjetno posledično tudi zaradi tega, ker ste se nekako v tistem času dogovarjali, tudi Primož Jevšovar je imel verjetno kar veliko prstov vmes, da se vrnete nazaj v Slovensko ljudsko stranko. Ja, o mnogo čem smo se dogovarjali, ampak o tem, da se pa jaz vrnem, to pa zelo malo in tik ob koncu. Sej je prav zanimivo, ko smo s Primožem bili, mi dva s Primožem Jevšovarjem so bila skupaj tiste 2 uri pred rokom za oddajo soglasij za kandidature. O polnoči je padla ta zastavica in jaz sem takrat še za tisto mizo tam pa Jurmanu sva bila na pivu klicaril ljudi, take, kot je bil še enkrat doktor Toplaka, Presečnika, Žagarja, Slovenske Bistrice, Toneta Hrota, gospoda iz Primorske, da bi nekdo to sprejel, zato ker se mi je zdelo tudi zaradi tega, ker ni bil ta dogovor, tudi ne v družini. Jaz sem imel tudi svoje in službene načrte in obveznosti, poslovne in vse drugo, je bilo čisto drugače zastavljeno. In sem rekel, da sem pripravljen sodelovati skupaj s Primožem Jevšovarjem, sem bil eden od ključnih iniciatorjev teh spravnih pogovorov, ki smo jih kar nekaj imeli. Res pa nisem imel namena, da bi moral vse na glavo postaviti, ostalo in prevzeti vodenje stranke, ker vedel sem pa, da če nekdo prevzame stranko v relativno res težki situaciji, ko prideš, ne vem, iz 207 000 glasov leta 96 na 23 000 glasov. Skoraj 20% recimo, takrat na višku. Ja, 19,5, pa pol na 2,3%. Ko padeš tako daleč, ko veš, da ima to ne samo take in drugačne finančne, organizacijske učinke, ampak tudi čisto psihološke, ko pade samo spoštovanje, samozavest, samozaupanje ljudi. Da tudi, če hočeš to ponovno dvigniti, to zahteva celega človeka. Tu ni polovičarstva in mi je bilo to tako jasno, da bo treba vse na glavo postaviti in sem tudi zato do zadnjega, do polnoči, ko sem dal to soglasje, ko nihče od teh pač ni rekel, da bi... Ste prej poklicali ženo? Kako? Ste prej poklicali ženo? Žena je to, na začetku moram reči, kar težko sprejela in sem tudi hvaležen, da je potem sprejela, no je čisto rekla, če je Božja volja, da moraš ti to neko obdobje pelati, bom pač to sprejela in verjamem, da boš tudi tako pelal, da bo lahko družina funkcionirala in zaenkrat moram reči, da je kar lepo gre, čeprav je pa seveda zahtevno. Kaj pa tast Ivan Oman, starosta slovenske politike, kaj je dejal? Ne, on je to podprl in jaz sem vesel, da je on z eno tako res pristno klenostjo in modrostjo enega človeka, polnega izkušenj, polnega preizkušenja, da je on na tak pozitiven način to spremljal. On je v vmesnem času, je bil prvi predsednik ljudske stranke, je doživel razna razočaranja, je potem tudi se aktiviral pri krščanskih demokratih takratnih. Potem je ponovno, vedno ko je prihajal, tudi zdaj, ko je ponovno lepo sodelujemo z Novo Slovenijo, je z velikim veseljem hodil na vsa ta srečanja in še recimo ob tej 30-letnici, jaz sem prav simbolno tudi tako smo organizirali, da je sedel na sredi, pa sem bil jaz na eni strani, pa gospod Tonin na drugi strani. Tudi za Ivana Omana se mi je zdelo to ena simbolika, da bo še za življenja doživel to, da je tu zdaj eno zdravo sodelovanje. Verjetno ni realno neko združevanje v prihodnosti, ker tu so bile res slabe izkušnje. Eno normalno sodelovanje dveh strank, ki se obe sklicujeta na neke, po eni strani krščanske vrednote, izhajata iz te evropskega krščanskega kulturnega kroga, sta stranki evropske ljudske stranke te družine, to normalno sodelovanje je pa ena pozitivna zgodba in
In sem vesel, da je tudi Ivan Oman to in doživel in da se je tega res vidim zelo veselil. No in verjetno je bilo za vse člane Slovenske ljudske stranke tudi veliko presenečenje oziroma veselja, da se je na tej slovesnosti na akademiji pojavil tudi starosta Boris Pahor. To je bilo za presenečenje za veliko večino tistih, ker velika večina ne ve, da mi dva z gospodom Borisom Pahorjem prijateljujeva že več kot desetletje intenzivno. Jaz sem večkrat pri njemu doma v Trstu, tudi pred kratkim sem bil. Tako, res sem vesel tega. Sem vesel, če lahko mu tudi kakšno manjšo stvar pripomoremo kdaj in tako. Kajti tudi tako veliki ljudje imajo tudi čist dnevne take in drugačne potrebe, ko je treba, ko so veseli, če imajo eno oporo. In jaz sem bil zelo vesel, ko sva začela se tako srečevati, bolj kot ne slučajno. In on je z velikim veseljem se odzval na to povabilo. In se mi je zdelo zanimivo, ko je par let nazaj, enkrat sem ga vabil na eno srečanje. Ne spomnim se točno, kaj smo imeli na Gorenjskem. Mislim, da je bil takrat nekaj čez 100 let, star nekaj let nazaj. Je rekel, z veseljem bi prišel, veste, ampak je rekel, jaz imam vse zasedeno, rekel, za pol leta naprej, drug teden, ko imate pa vi to, imam pa v Bologni, rekel, mislim, da imam 800 študentov in predavam. Ne? In jaz, ko mi včasih kakšen reče, sebi pa sem prestar, mu povem primer gospoda Pahorja, pravim, a ne pa je, tudi njemu fizične moči pešajo, umske modrost, vse to mu pa res deluje in je zlata vredno. In on vedno reče, mi je hudo, da me več poslušajo o tem, kaj je fašizem, kaj je nacizem, kaj je komunizem, da me več o tem poslušajo in raje poslušajo Italijani kot Slovenci. In sem rekel, da ni res, da tudi tu ga poslušamo, je pa res verjetno naša skupna odgovornost, da dokler imamo take ljudi med sabo, da jim res omogočamo, da spregovorijo. Jaz sem prav zdaj rekel, bomo organizirali na skupino mladih, še zdaj po zimi, pa bomo šli malo tudi dolene stvari urediti okoli in je rekel, da bo z velikim veseljem pol pa on spregovoril in se pogovarjal in se želi izmenjavati stališča tudi z mladimi, kako oni dojemajo tiste čase, ki so njim že zelo oddaljeni. Se bo še kako drugače vključil v delo stranke? Ja. Mislim, da na socialnem področju. Ja. On je prav sam dal pobudo. Krščanski socialist. Krščanski socialc. To je bil prav ta izraz, ki ga je tudi on sam predlagal. In mi je že pred mnogo leti mi rekel, da bi tudi z veseljem ustanovil eno društvo Srečka Kosovela. To je kot enega Primorca, se mu je zdelo, da bi rad v tem okolju in bomo tudi nekaj v tej smeri razmišljamo. Predvsem pa smo imeli zdaj kar nekaj pogovorov tudi z drugimi ljudmi, ki bi prav to, kar so predstavljali krščanski socialci v tistem času, kjer je tudi Boris Pahor, ker on se je recimo tu skliceval tudi na enega od začetnikov Slovenske ljudske stranke, recimo Janeza Evangelista Kreka, kjer je njegovo zadružništvo, vrednote, solidarnosti, vzajemnosti in tako naprej. Tudi ta inštitut deluje v okviru vaše stranke. Tudi ta inštitut, ki na te stvari poudarja, to je pa inštitut Antona Korošca, je pa prav tako na te stvari, se pravi, to so oblike delovanja, ki niso neposredno strankarsko, ni se ti treba opredeljevati, ne vem kako, da rečeš, je pogoj, ne vem, da si član stranke ali kakorkoli, ampak lahko preko teh oblik deluješ. In zato jaz sem vesel, da zdaj recimo po eni strani uspeva ta zgodba to, kot smo zdaj omenili, krščanski socialci, ki bojo predstavljali pomemben krog. Inštitut Antona Korošca, ki že zdaj deluje, potem za Slovenec kot medij, kot oblika delovanja, ki želimo širši krog ljudi nagovarjati. Tako kot je bil Slovenec v zgodovini večinski, takrat, ko je bila Slovenska ljudska stranka zgodovinska večinska. In ko je bil večinski, takrat, ko je bil demos večinski, želimo tudi zdaj odpirati prostor tako široko, vključuje vse razne skrajnosti na eni in drugi strani, da bodo res to prostor izmenjave mnenj zelo različnih, zato da lahko pridejo do izraza ta mnenja. Tretja, zelo pomembna oblika dela se mi pa zdi, oziroma četrta, izjemno pomembna je pa partnerstvo za prihodnost, ki ga vodi profesor Toplak, kjer pa želimo ponuditi prostor strokovnim skupinam, strokovnjakom, različnih opredelitev, ki se ne želijo strankarsko opredeljevati. Večina od njih ne. Pa imajo recimo ali močne izkušnje, ali močne strokovne reference na nekem področju
in so pripravljeni delovati za to, da pridemo do dobrih rešitev, ki jih ne želimo ekskluzivno uporabljati za nas. Smo rekli, to je pa zdaj naše, to bomo pa mi zdaj čuvali do 2 meseca pred volitvom, pa bomo to idejo ven dali. Ne, to je odprta zgodba. Tako kot je recimo, ne vem, skupino za finance in monetarno politiko bo vodil, ne vem, dr. Arhar in se zdaj bo dobila na tem prvem srečanju. Skupino, ne vem, za lesarstvo, gozdarstvo, vse to področje, zelo pomembno za Slovenijo. Pred meseci smo imeli recimo v Zagorju en zanimiv posvet na to temo, bo vodil profesor Pohlevna, znan z tega področja, kako les kot strateško najpomembnejšo slovensko surovino uporabiti optimalno v vseh svojih potencialih. In potem za vsa področja, notranja politika, zunanja politika, zdravstvo, šolstvo, ko vidimo, kakšne stvari imamo zdaj v zdravstvu. Mislim, da se lahko samo maje z glavo, kako je mogoče v eni urejeni državi, da je možno, ko recimo dr. Noča povedal, rekel, lejte, mi smo imeli inicijativo za te stente, te žilne opornice. Dokazali smo, da se je nekaj 100% znižala cena žilnih opornic preko delovanja te parlamentarne preiskovalne komisije in vseh drugih aktivnosti. In je bilo osnovno vprašanje, zakaj se je ostalo na žilnih opornicah? Kaj pa ostalih 500 artiklov, ki jih kupujejo slovenske bolnice? Od operacijskih mest naprej. Seveda, desetine milijonov evrov, ki gredo nekam. Smo rekli, dajmo vzpostavljati sisteme. Dober sistem, tisto, kar ne treba, da izumljamo toplo vodo. Poglejmo, kako to delajo v Avstriji, kako to delajo v skandinavskih državah. In mi želimo nuditi prostor, se pravi infrastrukturo, da lahko take strokovne skupine delujejo, brez da bi se morali neposredno tu opredeljevati vnaprej za eno ali drugo stranko. In sem optimist glede na to, ko vidim, kako velik je interes za to sodelovanje. No, veliko se je bivših pa nekdanjih članov Slovenske ljudske stranke vrnilo nazaj ali pa so začeli, so pripravljeni sodelovati. Kako si pa vi zamišljate sodelovanje med pomladnimi strankami, če tu štejem zraven s Slovensko demokratsko stranko pa Novo Slovenijo? Glede na to, da je bilo tudi v preteklosti kar nekaj žolča prelitega, lahko še kdaj pričakujemo, da bo, ne vem, slovensko vlado vodila trojica iz teh strank? Dobro, ali bo to trojica, ali bojo 4, ali bo še kakšen zraven. Jaz sem v enem od intervjujev pred kratkim sem to imenoval, da verjamem, da bo Slovenska ljudska stranka močan člen prihodnje pomladno-poletne koalicije. In sem to pojasnil s tem, da imamo ljudi, ki izhajajo iz pomladi ali pa podpirajo to, kar se neposredno ozko interpretira kot pomladne stranke. Potem imamo ljudi, ki se a priori opredeljujejo proti temu, pravi, s tem nočemo imeti nič, smo antipomladni, če bi se že moral karkoli opredeliti. Imamo pa en širok prostor, ker niso ne eno, ne drugo, ki so, recimo, med temi ljudmi je veliko, ne vem, volivcev teh novih strank v zadnjem obdobju, stranke SMC-ja, stranke Marjana Šarca, pa teh novih strank, pa nekaterih drugih, ki ostajajo doma. In sem to imenoval pač kot poletne, če se sebe ne opredeljujejo kot pomladni ali kakorkoli. In jaz verjamem, da bo že po prihodnjih parlamentarnih volitvah, čeprav želim, da bi ta vlada, dokler deluje, da bi delovala čim bolj uspešno, ker je pač to naša slovenska vlada in je v našem skupnem interesu, da je uspešna. Ampak verjamem, da bo tudi zaradi teh preomenjenih zadev, delovanja v zdravstvu, v sodstvu, pravosodju, pri javnih naročilih, gledajte, kaj se je zdaj zgodilo pri Karavanškem predoru. Pač z Marsa se vidi, da so pač Turki dobili, so dali najboljšo ponudbo in ker očitno ni bil ta pravi ponudnik dal najboljše ponudbe, se je to enostavno dalo z mize in se bo dalo nekomu, čeprav se ve, da bo to 30 približno milijonov ali celo več dražje. Te zadeve je preprosto treba v nekem trenutku narediti črto. In to se da. In ko kdo vpraša, pa zakaj tega niste naredili? Seveda, tudi mi smo naredili veliko napak. Ampak jaz se spomnim, kakšno črto smo naredili ob osamosvojitvi. Takrat je bilo zelo težko narediti črto.
In smo takrat imeli proti sebi v svet, ne? Praktično v svet. Ko so svetovne velesile sporočali, nikoli vas ne bomo priznali. In smo mi hodili kot Demosove stranke po terenu in razlagali, naj se ne bojijo ljudje za svoje otroke, ki so jih imeli nekje v Južni Srbiji, v vojski, recimo v JLA, naj se ne bojijo za to uno. In to je bila zelo zahtevne odločitve so bile, se boriti proti svetu, ki je vnaprej trdil, da nas ne bodo priznali, se boriti proti nezaupanju. Se spomnite, nekateri so govorili, da bomo jedli travo, če smo osvojili, da bo itak vse propadlo in tako naprej. In celo znotraj lastnih krogov smo imeli veliko takih ljudi. In vendarle se je ta prvi korak naredil. In jaz tudi povem, Demos je bil nosilec, ampak je bilo tako speljano, da je dejansko večina ljudi, tudi tistih, ki na začetku niso bili za osamosvojitev, je potem v odločilnem trenutku, v odločilnih mesecih podprla to odločitev. Zato je prišlo do tako množične udeležbe na plebiscitu, do tako visokega rezultata, kar je bilo izjemno pomembno tudi za nadaljne postopke pri priznavanju neodvisne države. Je pa izhodiščni pa bil tista trdna volja, odločitev, pogum in natanko isto bo potrebno tudi zdaj. Ni dovolj za šankom ali pa na fotelju doma pred televizorjem mal bentit pa jamrat pa to, pa rečeš, zdaj pa vstani pa beš vsaj na en posvet, na en pogovor, na eno zborovanje. Uprite se, če vidite, da zaradi tega, ker se pobere na desetine, na stotine milijonov, gre na tak ali na drugačen način in če vidite, da zaradi tega imajo pri nas medicinske sestre 600 evrov plače, gor čez karavanke pa 1300 evrov, ja, dvignite nekaj, pa bežite, pa povejte, da na to ne pristajate. Če hočete, da bojo vaši otroci, ki imajo zdaj te službe, da bojo lahko tudi pri nas normalno živeli s tem denarjem, ne pa da bojo mogli iti v tujino, če bojo hoteli normalno živeti. No, če nekako SDS, ki je bila sprva pod Francetom Tomšičem, pa tudi potem doktorjem Jožetom Pučnikom Slovenska demokratska stranka oziroma socialdemokratska stranka, pa se je potem pod vodstvom Janeza Janše preimenovala v Slovensko demokratsko stranko. Če ta del pokriva recimo tam od 20 do 25%, pa tam do 10 Nova Slovenija, se mi zdi, da je pa Slovenska ljudska stranka v preteklem obdobju po tistem uspehu 19,5% izgubila največ na tej kmečki populaciji. Se mi zdi, da iz podeželja ljudje niso več videli svoje stranke, na katero bi lahko stavili. Tu je bazen, ne? Ki mogoče tudi še kje drugje od teh strank, novih strank, volivci verjetno razočarani, vedno novi obrazi, rezultatov pa nobenih. No, brez dvoma, pri čemer bi jaz to bolj izpostavil podeželsko populacijo kot kmečko. Ozko kmečka populacija se skladno, kot so trendi po svetu, seveda zmanjšuje. S povečevanjem števila kmetij, z nekimi procesi, ki, a smo jih veseli ali ne, so del realnosti, je ta populacija vedno manjša. S tem pa nič ne izgublja na svojem pomenu. Pomembno se mi zdi, da ob kmečki populaciji, da podeželje začuti, da ima svojo močno stranko, da je lahko ponosno, da je nekdo ponosen podeželan, ki je kmet, ki je obrtnik, ki je podjetnik. Ne, da je njegova ambicija, da bo on ali pa njegovi otroci, da bo najkasneje pri 20-25 letih šel v Ljubljano, Maribor, Koper, Kranj. Tudi mimogrede se mi zdi, da se prav na podeželju najbolj ohranja ta slovenska kultura, tudi slovenska pesem, slovensko ljudsko izročilo. In vključiti te ljudi spet nazaj. Ja, to je res žal, ne moramo tudi tukaj biti objektivni, realni, da tudi del tega okolja, del podeželja je tudi, ko gre za ohranjanje te dediščine, imamo izrazito pozitivne primere, pa tudi primere, ko se nepremišljeno tudi tu stvari delajo z nekimi nadomestki, z nekimi približki in tako naprej.
če govorimo o kulturi, o jeziku, je po svoje žalostno, po drugi strani pa srečo, da imamo, ne vem, eno močno diasporo v Argentini, ki verjetno govori bolj pristno slovenščino kot večina Slovencev. Če mi zdaj gledamo svoj besedni zaklad, mi ga zmanjšujemo na račun tujk, na račun poenostavitev, na račun takih ali drugačnih že razlogov, ki nas v to vlečejo. In je prav zanimivo srečevati te ljudi, ki recimo prihajajo ali poleti ali kakorkoli ti gimnazijci recimo iz Argentine ali pa odkje drugje iz tujine, ko se vidi, da je ta pristna slovenščina in tudi ta odnos do slovenske kulture, jezika marsikje bolj zdrav. Jaz sem vesel, da je tudi v mnogih slovenskih šolah v Sloveniji in tu tako na podeželju kot tudi v mestu, da obstaja ta zavest, to zavedanje, da je to pomembno. Ker če je nam naenkrat to nepomembno, če mi to gledamo skozi evro, ali se nam to izplača, bomo zelo hitro lahko rekli, da se nam jezik ne splača. Sej, zakaj bi mladi, tisti, ki se danes rojevajo ali pa ki imajo danes 10 let, se ne rabijo slovenščine? Če ne bomo delali na tem, da bo slovenski jezik zanimiv, da bo predmetnik za slovenski jezik v šolah zanimiv, da ga bomo uporabljali, da bomo slovenski jezik uporabljali, povsod, kjer ga lahko. Če ima evropski sistem, evropski način delovanja, parlament, vlada, komisija in tako naprej, če je prav zaradi tega vzpostavil tak sistem, da se lahko uporablja slovenski jezik, in če se ga potem ne uporablja, potem je logično, da bo prišlo do vprašanja, torej zakaj bi imeli toliko prevajalcev in vsega tega, če ne uporabljate vašega jezika, ko imate možnost pred 500-600 milijoni ljudi spregovoriti nekaj v vašem, v jeziku enega manjšega od teh evropskih narodov. In tu se mi zdi eno od zelo temeljnih vprašanj naše prihodnosti, našega obstoja kot naroda, narodne kulture. In mislim, da je tudi to eno od poslanstev primarnih Slovenske ljudske stranke, ko pa sicer, če gledam kot tisti sloj in stanovi, kjer verjamem, da jih še posebej lahko nagovarjamo in jim dejansko lahko prinesemo neko dodano vrednost pri zaščiti njihovih temeljnih interesov, ko gre za možnost življenja, preživetja, razvoja, bi pa tu posebej izpostavil obrtnike, podjetnike in kmete. To strukturo, ki daleč največ ljudi sploh zaposluje, od vseh zaposlenih v slovenskem prostoru, ki predstavlja tiste zaposlene, ki pretežno na svojih lastnih sredstvih, se pravi, zagotavljajo dodano vrednost, preživetje sebe, svoje družine in delavcev, ki so tukaj, ki so posebno občutljivi nad neke neodgovorne napovedi, nekih skrajnežev, kot je recimo, ne vem, gospod Kordiš in teli ljudje, ki dobesedno prihajajo ven z enimi tako preživetimi idejami, ker bi morala tudi policija verjetno malo pogledati, gre za, ko že govorimo o sovražnem govoru, a gre o sovražnem govoru, ker ob prazniku samostojnosti in enotnosti dobesedno napol poziva k ukinitvi države. In treba vprašati, do kjere stopne je prav, da tu sam zamahnemo z roko. Vprašajmo se, kolikokrat se je samo zamahnilo z roko, ko je nastajal komunizem, pa ko je nastajal fašizem, pa nacizem. Morda so prevečkrat zamahnili z roko, bolj smo pa dobili, kar smo dobili. In bomo morali biti previdni pri teh stvarih. Je pa še verjetno razlika, ali to reče levo orientirani politik ali pa desno orientirani politik, je čisto drugače obravnavan v slovenskih medijih, pa tudi v javnosti. Ja, to je pa eno posebno vprašanje, kjer bi si jaz želel, ker verjamem, da vendarle večina ljudi, ki dela, če nekdo deluje v novinarskih krogih, v drugih krogih, kjer ima kontakte za široko javnost, jaz verjamem, da večina jih gre z namenom, da korektno opravljajo ta svoj poklic, se moramo predvsem vprašati, kaj so nameni tistih, ki jih zaposlujejo, se pravi njihovih zaposlovalcev, odločevalcev, lastnikov. Ali je tu en normalen namen nekega normalnega razvoja, ali pa je nek namen, ki terja en resnejši premislek. Jaz mislim, da v tem trenutku smo kar lahko malo zaskrbljeni.
Verjetno pa tudi ni rešitev, da bi pa čisto vsaka stranka malce večja imela, ustvarjala svoje medije, ne? Ali pač? Ja, jaz mislim, da ambicija je, da je medij to, ne, da ti, ko vzameš, kupiš eno, drugo ali tretjo stvar. Jaz se spomnim v Ameriki, ko smo bili, se sicer ve, to je iz tega kroga, to je iz tega kroga. Potem je pa še 100 drugih medijev, ki pokrivajo različne zadeve, ampak če hočeš točno vedeti za to stvar, kaj ima stališče republikanci, kupiš to, sicer imaš pa za vsa druga strokovna in druga področja vse in ti relativno korektno vsa področja tudi pokriva. To pa pri nas manjka. Pri nas pa manjka ves ta mestni prostor. Časi, ko je bil še na delu Danilo Slivnik, pa Lorenci, recimo sobotna priloga, recimo levo, desno, če zdaj karikiram, ampak si imel v eni številki sobotna, recimo sobotno delo si imel tako desen pogled na slovensko politiko, kot lev pogled na slovensko politiko. In si potem sam razsodil, niti bilo potrebno kupiti dva. Zdaj pa ne vem, če lahko desni dnevni politik sploh kupiš, ne? Ja, dnevno ne, tedensko recimo tedensko, da, ja. Ampak jaz bi rekel tako, ni vse. Samo jaz recimo z veseljem preberem eno in drugo in tretje in če kaj pogrešam več teh soočenj. Da bi rekel, naj bodo, če ta napiše komentar na 3. strani, pa na 5., bi me pa zanimalo, če bi ta dva bila na 4 straneh, ko bi o istem problemu imela možnost tudi dati tezo, antitezo, pa bi videli, do kakšne sinteze bi prišli. Se mi zdi, da teh zadev je premalo. Vsaj enkrat na teden. Ja, mi imamo v tem trenutku, po mojem, kar dobre in leve in desne komentatorje, pa različne in novinarje in tako naprej. Ampak možnosti, da bi preko enega normalnega pogovora, brez strahu, da te nekdo obtožil, da imaš ali sovražni govor ali kakorkoli druga, te možnosti je pa premalo ali so pa premalo izkoriščene. No, jaz se spomnim iz vašega prvega dela politike, da ste šli včasih pošteno na živce, zelo mirnemu sicer, doktorju Janezu Drnovšku. Komu greste pa zdaj na živce? Ali je pač življenje, pa leta, ki so prišla, so vas malce umirila? Ja, to pač vsaka leta, vsak čas prinese svoje stvari, svoj način, svoje poudarke. Tudi takrat, moram reči, nisem imel nobenega posebnega namena, da bi želel komu iti posebno na živce. Moram tudi povedati, morda je za marsikoga to malo presenečenje, jaz sem dr. Drnovška zelo cenil. Midva sva imela dosti pristen osebni kontakt. Vi ste bili takrat podpredsednik vlade. Tako, in midva sva imela tako, recimo, poprečno vsaj na 14 dni ali 3 tedne tisto kosilo v tisti sobi, ker je bila samo ena miza noter, 2 stola pa telefon. Ampak tako zgovoren pa ni bil, kot ste vi, ne? Ja, ampak on je bil zelo tak zanimiv človek. Mislim, da je zelo je razumel slovenska občutja. In se spomnim tudi v kasnejših obdobjih, o tem, ko je zbolel in tako naprej, se mi je zdelo, da so mu neka nova spoznanja, dodatna tudi v tem času dobil in da mu je bilo pravzaprav malo žal, da nekaj od teh spoznanj ni imel že prej. Recimo, nekatere stvari so mu takrat postale bolj pomembne, zelo tako človeško je pristopil. Marsikdaj tudi ljudje smo težje razumeli nekatere njegove aktivnosti v tem času, ampak jaz mislim, ne glede na to, da se z mnogo čem nisem strinjal, posebej z nekaterimi njegovimi izvajalci. Mene je najbolj presenetilo, da je pač imel ob sebi nekatere ljudi, kjer sem težko razumel, da jim je tako polno zaupal. Gregor Golobič, mogoče? In še danes tega ne morem recimo v celoti razumeti, ampak pač nisem se v te stvari spuščal, ni bila to moja stvar, to je bila njegova, kot se on ni v moj način dela. Vem pa, recimo, mene je prizadelo, ko se je celo govorilo takrat, češ, da zaradi mojega načina dela je on zbolel. To je bilo, recimo, se je govoril. Edina stvar, ki je bila res v zvezi s tem, je bila ta, da jaz sem bil predsednik ene stranke, on je bil predsednik druge stranke. In sem vztrajal na tem, da takrat, ko se pogovarjajo na ravni predsednikov, so to mi dva.
ko on da namestnika, dam tudi jaz namestnika. In je bilo verjetno res nekaj več zadev, kjer sva jih pač v tem smislu ena na ena dogovarjala, ampak po mojem bo čas pokazal, da smo vendarle v tem času, da je bil to čas relativno dober, ko se je znotraj vlade usklajevalo mnoge stvari, ki so celo bolj napete kot sicer med pozicijo pa opozicijo. Mi je pa zelo žal, to pa moram povedati, ne, če bi imel današnja spoznanja, kako napačne stvari se je dopustilo na enih točkah. Recimo, jaz imam še zdaj nekaj 1000 strani gradiva v zvezi z javnimi naročili. To je bil naš glavni poudarek. In to ta ekipa LDS-a, pa ne, dr. Donošek se s tem, kolikor jaz vem, sploh ni ukvarjal, ampak ta ekipa LDS-a tega ni dopustila. Čeprav ste vi dejali, da bo frčalo perje. Ja, sej pol so rekli, da so sicer napolnili te zapore post festum ali ne vem kdaj, ampak to hočem reči, ne, ta javna naročila, to, ista stvar, ki se danes pozna na tunelu, na predoru Karavanške in tako naprej. Se pravi, neka stvar, ki predstavlja, ne vem, 4 milijarde evrov, 2 milijardi evrov v različnih obdobjih na leto. Od vseh področij, od gradbeništva, zdravstva, pa do lokalnih skupnosti in tako naprej. Se pravi, temeljni vzvod, kjer ti lahko spodbujaš domače gospodarstvo. Lahko spodbujaš, recimo, mi smo se borili, da bi avtocestni projekt predstavljal neko obliko javnega dela v smislu, da bi takrat lahko na stotine malih, ki so bili gradbinci, ki so imeli nekaj gradbenih strojev, da bi lahko zaživelo in preko tega velikega projekta dobilo možnosti in reference in šlo potem tudi v tujino. Kaj se je zgodilo? Naredili so tako zakonodajo, da praktično se mali sploh niso mogli prijaviti, se pravi, tako ogromne razpise se je naredilo, da je potem namesto, da bi stotine, tisoče malih, ki bi lahko sodelovali, je nekaj velikih podjetij kupovalo po stotine tisoče kamionov, unih, drugih, tretjih, ko je konec zgodbe so vse te firme propadle. SCT, Primorje, Gradis, Vegrad in tako naprej. In ta stvar, ne, meni je pravzaprav škoda, da tudi danes nihče nima interesa, da se o teh stvarih, gledajte, kakšna zanimiva tema bi bilo, če naredite recimo vi tu omizje, pa postavite to, recimo, se bilo zanimivo tudi z recimo Gregor Golobič, pa recimo takratni ministri naši iz SLS-a, iz LDS-a, pa nekateri drugi, ki so od zunaj to spremljali. Pa recimo, da bi rekli, ne bomo nič se obtoževali, ampak skušajmo ugotoviti, kaj bi pa lahko za prihodnost naredili drugače, ampak verjetno bi težko prišlo do takega pogovora, ker tudi danes je velik interes, da en del stvari gre preko tistih optimalnih poti odločanja, zato da se pač neke druge cilje sledi. Da se mogoče iz enega žepa vzame, pa da od drugega. Ne? Ja. No, prej sem dejal, da ste bili občasno komu trn v peti. Se lahko zgodi, da postane Slovenska ljudska stranka tudi pod vašim vodstvom, če bodo šli trendi rasti stranke, pa vrnitve uglednih ljudi nazaj v stranko, pa tudi nekaj novih uglednih, ki so nekatere druge stranke zapustili, da se zna zgoditi, da ste na tej strani, na pomladni strani, pomladni, poletni strani, mogoče ne bodo več prijazni do vas? Jaz nimam recimo tega vtisa, jaz sem vesel, da je sodelovanje dobro, pozitivno, se je pokazalo ob lokalnih volitvah. Tudi, govorimo o migracijah tudi? Ja, recimo o migracijah kot o enem velikem problemu, kjer neupravičeno se tiščijo glave v pesek. Ki ga leve stranke ne vidijo. Lejte, to je tako... Ne vidijo ali nočejo videti? Nočejo videti. Jaz sem trdno prepričan, da vsi vejo, zakaj se gre. Recimo, jaz sem par dni nazaj imel slučajno opravka z policisti, ker je ena gospa me prosila, če jih lahko pokličem, ker pač eni ljudje tam hodijo in jo skrbi. Pač. Niti ne vem točno, kaj je policija ugotovila, ampak ko so ti policisti prišli in sem jih jaz peljal do te gospe, pa še do druge gospe, ki je tudi videla te ljudi in tak naprej, so pol policisti, ki so tam prišli, so povedali, lejte, 2 dni nazaj je en migrant posilil eno punco v Ljubljani, a vi to veste?
Nikjer noste mogel to prebrati. Vete, jaz ne vem, to je ranga, sem rekel, gre za prve dni leta 2019. Verjetno tega ni nikjer. Me prav zanima, kaj je zavedeno, ne? In kaj mi je povedal ta policista, ne? Zdaj, ali so not zavedli, da je šlo za neko soglasje, da so se pač srečali mladi in so šli skupaj v nek hotel ali kakorkoli. Karkoli že je rekla, mi vemo, ker smo bili tam, da je šlo za posilstvo. Mi vemo, pa ne smemo povedati. Uradno ne smemo povedati. Ne smemo povedati. In vemo, kaj se dogaja na terenu. Sem rekel, hvala Bogu, da je zdaj, ko je zima, je tega malo manj. Rekla, ni manj. A vam povem, koliko smo jih danes obravnavali? A vam povem? Ne? In sem videl stisko policistov, ker ne smejo povedati. Ne? In jaz se bojim, da tu delamo eno nepremišljeno, nepopravljivo napako in odgovornost bo vlada, ta vlada, gospoda Marjana Šarca, nosila izjemno veliko. Če se bo zgodilo to, kar je res črn scenarij, ki upam in tudi verjamem, da do njega ne bo prišlo, ampak če bi se zgodilo, da se nam, mimogrede bo zdaj še nekaj zimskih mesecev ponovno pomlad in tako naprej, če pride en migrantski val, novega migrantskega vala mi ne bomo več spustili skozi. Avstrijska meja bo zaprta, Madžarska bo zaprta. Odpre tistih 4 milijonov. Italijanska, se pravi Italija, Avstrija, Madžarska, zaprte poti. Od Kladuše do Slovenije, od Bosne, z vsemi svojimi problemi do Slovenije, je manj kot 50 kilometrov. Tam med Belo krajino in najbolj tem našim delom Bosne. In če se to zgodi, moramo vedeti, mi nimamo odgovora na to vprašanje. In mene najbolj skrbi, ko vidim, da sploh ni sogovornika. Da bi rekel, kakšno je zdaj stališče predsednika vlade? Ob vsem spoštovanju ti ne moreš reči, bomo videli, kako bo. Ne. Kaj boste naredili v primeru, da bo preko neurejene Bosne, preko zelo v težki situaciji že prej dol Makedonije in tega območja šlo proti Sloveniji nekaj 100.000 ljudi. Enkrat smo jih že spustili Avstrijo. Seveda, ampak tega ne bo več. In zato jaz sem že na našem kongresu povedal, stališče Slovenske ljudske stranke je, da moramo biti odprti za begunce. Dovolj smo bogati, da če nekdo pride, mama z otroki, ostarel človek, begunc iz vojnega območja, tudi če jih je več, tudi sami smo to doživeli, v preteklosti, moramo jih sprejeti, jih oskrbeti po najbolj širokogrudnih kriterijih, ki veljajo za begunce. Ti ljudje, ki zdaj prihajajo, niso begunci, to so migranti. Mi ne moramo rešiti tega problema. Tudi če bi rekli, jih vzamemo 5.000, 10.000, 100.000, 200.000, pa vemo, da bi nam razpadel sistem. Ampak tudi če bi to naredili, mi nismo še nič rešili. Jaz priporočam ljudem, da si pogledajo eno ameriško na YouTubeu, kako je en profesor razložil. Rekel, vedno, ko boste vi 1 milijon ljudi sprejeli v Evropo, v vašo civilizacijo, bo v tistem trenutku v 1,2 milijarde veliki Afriki nas več kot 1 milijon novih ljudi, ki bodo želeli priti v Evropo. Se pravi, vsak dodatni milijon vedno boste imeli manj, vi boste pa postavili pod vprašaj svoj način življenja, vaše vrednote, vašo odprtost, vaše človekove pravice bodo zlorabljene za neke povsem druge cilje. Pred časom sem sodeloval na enem omizju tu v Ljubljani, ko je ta sekretar največje muslimanske organizacije povedal, rekel, mi smo imeli z Islamsko državo opravka pred 50 leti. Kot muslimani smo z njimi ostro obračunali in kaj je še povedal, nobene možnosti nimate z vašim pristopom. Tisti, ki zdaj prihajajo kot skrajneži, jih vi sprejemate in jih boste sprejemali, da boste imeli nepopravljive posledice. Zato, jaz pravim, moramo imeti odprto za begunce, za migrante, bom pa rekel tako, kot mi je rekel Ivan Oman na enem pogovoru, je rekel, tu velja tako, če pride nekdo nezakonito čez mejo, je nezakonit, se pravi, za nezakonite migrante mora biti meja hermetično zaprta in kdor pride, kdor krši to zakonodajo, mora biti sankcioniran, tako kot velja za vsako nezakonitost. In pika. In v tem primeru ne bodo ljudje umirali v Kolpi, kar se zdaj dogaja,
Kajti na hrvaško-mađarski in srbsko-mađarski meji ljudje ne umirajo, ker vejo, da je meja zaprta. Na slovensko-hrvaški meji pa umirajo v Kolpi, ker dobivajo sporočila, da bodo lahko prišli. Da se še vedno da. Da se še vedno da. No, ob koncu pogovora, glede na to, da se bližajo tudi evropske volitve, na prejšnjih evropskih volitvah sta bili stranki, ki ste nekako združili moči, Slovenska ljudska in Nova Slovenija, uspešni. Bo tako tudi na teh volitvah, boste šli skupaj s svojo listo, skupno listo? Za nas sta obe opciji možni. Na obe se enakovredno pripravljamo. V primeru samostojne liste bomo imeli močno listo, tako ljudi neposredno iz ljudske stranke, kot tudi širše. Znano je, da smo pred kratkim že podpisali pismo o nameri oziroma sodelovanje na državni ravni z Novo ljudsko stranko Franca Kanglerja, ki bo sodelovala tudi z nami. V naslednjih tednih z Zelenimi Slovenije se pripravljamo na podobno, tako in še z nekaterimi skupinami. Osebno pa, ne glede na to, da ocenjujem, da po obeh možnostih bo Slovenska ljudska stranka še naprej ostala parlamentarna stranka, kar se tiče vsaj enega evropskega poslanca, jaz ocenjujem, da bi bila skupna lista prednost. Prvič zato, ker evropski sistem za evropske volitve izrazito favorizira večje liste. Najmanj 9%. Ja, je za prvega, ampak že za nekaj več kot 14% sta pa že dva, se pravi, stimulira večje liste, odvisno sicer kakšne so razmerja, tudi letos bo verjetno tudi na levi, liberalni strani malo drugače, kot je bilo na zadnjih evropskih volitvah. Drugi razlog je pa ta, da jaz osebno ni nobena skrivnost, si želim, da bi se krepilo to sodelovanje, da ohranjamo polno samostojnost ti dve stranki, po drugi strani pa, da pri projektih, kot so volitve, ne le evropske, morda tudi, kdaj v prihodnje županske, ampak morda kdaj v prihodnosti tudi parlamentarne volitve, da pa iščemo poti, ki bi pripeljale do tega, da bi v čim krajšem času lahko tudi krščansko-ljudska opcija v Sloveniji ponudila mandatarja. In jaz verjamem, jaz sem to že večkrat rekel, da verjamem, da se bo to zgodilo v naslednjih 5 letih. Kje se bolj vidite vi kot del Slovenske ljudske stranke oziroma del politike evropskih ljudskih strank bolj v tej obstoječi ali bolj v tisti, ki se nekako nakazuje kot alternativa tem desnosredinskim strankam, recimo Madžarska z Orbanom ali pa mogoče poljske desnosredinske stranke? Kje se bolj vidite? V tem centru? Ne, mi smo vsekakor tudi svojo širino, odprtostjo klasična evropska ljudska stranka z širokim pogledom. Po drugi strani pa mislim, da imamo v Sloveniji tudi mal neobjektiven pogled recimo na poljsko in madžarsko stvarnost, ker je tudi predstavitev njihovega delovanja občasno nekoliko enostranska. Več desno, ja, predvsem je predstavljena kot, ne vem, da je to neka opcija, ki krši človekove pravice, ki krši, ne vem, delitev zakonodajne, izvršilne in tako naprej funkcije, ko gre za posamezne države. Po drugi strani je pa res, da je tudi z svojim delovanjem so v teh državah, recimo če govorimo o Višegrajski skupini, pokazali, da pravzaprav tudi, ko gre za migracije, so se pokazali razlogi za njihovo bolj odločno delovanje. Jaz bi si predvsem želel, da bi Evropska ljudska stranka se poenotila in bi imela vse te skupine kot del skupne zgodbe, da bi znala oblikovati dovolj jasna stališča do problemov, ki so, kajti edino to bo prineslo tudi v prihodnje zmagovite rezultate strankam Evropske ljudske stranke na nacionalnih ravneh in tudi kot celote. Sicer se lahko zgodi tudi kakšno neprijetno presenečenje. Jaz verjamem, da bo tako imenovan špicen kandidat gospod Weber prihodnji torej vodja Evropske komisije, pravi, da ga bo tudi v prihodnje postavila Evropska ljudska stranka, ima pa tudi Evropska ljudska stranka pred sabo kar nekaj pomembnih izzivov in jaz verjamem, da jih bo uspešno razrešila. Še zadnje vprašanje. Imeli smo kar nekaj predsednikov vlad, prvi bil Lojze Peterle,
potem dolga leta dr. Janez Drnovšek, potem Janez Janša dvakrat, dr. Andrej Bajuk, pa Alenka Bratušek, pa Miro Cerar, pa zdaj Marjan Šarec, pa mislim, da vmes tudi Rop. Vi osebno, kdo vas je najbolj prepričal? Ja, to je zahtevno vprašanje. Jaz sem imel z nekaj ljudmi osebne kontakte. Bom rekel, kar vsak od teh, ki ste jih omenili, ima kar veliko dobrih lastnosti. Jaz sem imel največ izkušenj z dr. Drnovškom in glede načina delovanja mi je bil to način, ki mislim, da je zelo blizu slovenskemu človeku. Po drugi strani mislim, da je Janez Janša dokazal močno sposobnost, tudi ko je Slovenija vodila Evropsko unijo. Mislim, da se tudi neupravičeno je enostransko precej slabo ocenjevalo delovanje Alenke Bratušek, ki mislim, da bo čas pokazal, da je bilo njeno delovanje uspešnejše, kot se je pokazalo v tistem trenutku. Zelo prepričljiv na nekaterih področjih se mi je zdel dr. Bajuk. Gospod Peterle je pa vodil v izjemno zahtevnem času slovensko vlado in takrat je že to, da prevzameš tako mesto, zahtevalo veliko državljanskega poguma in širino. Tako da jaz mislim, da ljudje delamo vsi, tudi napake. Ni bil glavni problem Slovenije do tega trenutka, gotovo ne v predsednikih vlad ali pa v teh ključnih ljudeh. Mislim, da se moramo tudi mi sami vase pogledati, da vsak državljan v trenutku, ko ima možnost odločati, če drugače ne, na volitvah, da reče, evo, svoj del odgovornosti bom prevzel, svoj del možnosti bom izkoristil in mislim, da imamo dovolj razlogov za optimizem, ker imamo res eno čudovito deželo, eno čudovito državo, eno lepo priložnost, da tudi svojo relativno majhnost, relativno to posebnost, ki nam jo mnogi v tujini bolj priznavajo, kot jo priznavamo sami sebi, da jo res izkoristimo v svoje zadovoljstvo, v uspeh in v priložnost tudi za naše naslednike. Boste tudi vi kdaj vodili slovensko vlado? To mi ni nobena posebna prioriteta, ker sem že prej omenil, na kakšen način sem prevzel Slovensko ljudsko stranko, drugače pa glede na to, da nekatere funkcije sem že imel, če ravno ne bi bilo nobenega drugega, kot je šlo za Slovensko ljudsko stranko in če bomo nekoč v prihodnosti povezali celotne to širok krog, ki ga vidimo pod Slovensko ljudsko stranko, ni nemogoče, sicer pa jaz sem že pred časom povedal, zame bi bil v teh zahtevnih časih najboljši predsednik vlade gospod Jože Colarič, direktor Krke. Zato, da bi mogoče se jih malo hladile te politične strasti, pa bi laže potem zadihali s polnimi pljuči in spet šli v klasične politične predsednike vlad. Hvala za vse, kar ste povedali. Jaz se pa tudi zahvaljujem vsem, ki ste nam omogočili, da lahko snemamo oddajo. To je Občina Zagorje ob Savi, Borut Gošte, SP, vodovodne in ogrevalne inštalacije, kozmetični salon Petra Izlake, mesečnik Družina oziroma Ognjišče ter restauracija in picerija Naš hram Kisovec, pa delno tudi Slovenska ljudska stranka. Hvala še enkrat, vam pa hvala za pozornost in srečno.